lepo pozdravljeni v imenu Svetovne mreže Univerze v Ljubljani in dobrodošli na predstavitvi dr. Mihaele Pavličev, Evolucijska biologija v medicini. Predstavitev bomo tudi posneli in potem tudi delili posnetek z vami, s tistimi, ki ste oddali prijavo preko spletne prijavnice. Prav tako bo pa posnetek tudi na voljo na spletni strani Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Danes sta z nami tudi predstavnici vodstva SMUL, in sicer dr. Klementina von Tacer, ki je predsednica mreže in tudi docentka na Veterinarski šoli Univerze Texas Tech, in pa dr. Mihaela Pavličev z Univerze na Dunaju, ki bo tudi predstavila današnjo temo. Se nam bo pa naknadno pridružil tudi dr. Boštjan Kobe, ki pa prihaja iz Univerze v Queenslandu. Zdaj čisto na kratko bi še izkoristila priložnost, da predstavim svetovno mrežo. Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani, ki jo krajše imenujemo SMUL, združuje predvsem Slovenijo povezane slovenske znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. In strani Univerze v Ljubljani si na različne načine prizadevamo okrepiti sodelovanje s člani in članicami SMUL, ki se tako aktivno vključujejo v aktivnosti doktorske šole, sodelujejo na letnih srečanjih, različnih strokovnih komisijah in pa tudi podajajo v bistvu predloge, pobude za različne aktivnosti, ki jih potem izvajamo v okviru SMUL. Želimo in prizadevamo si pa tudi vzpostaviti neposreden stik med člani in članicami SMUL in pa študenti, študentkami in pa zaposlenimi na Univerzi v Ljubljani. In zato vas vabimo k ogledu spletne strani SMUL, kjer lahko najdete več informacij o sami mreži in o možnostih sodelovanja. Veseli pa bomo tudi vaših povratnih informacij, predlogov in pa pobud za sodelovanje s člani in članicami SMUL. Zdaj s temi predstavitvami dosežkov članov in članic SMUL, ki smo jih poimenovali Znanost za vse, smo pričeli v letu 2021 in sicer na pobudo predhodnega vodstva SMUL. In v okviru teh predstavitev člani in članice SMUL predstavljajo svoje dosežke, izsledke raziskav in pa dela njihovih raziskovalnih skupin. Tako da, če vas zanima, si lahko tudi posnetke dosedanjih predstavitev ogledate na spletni strani SMUL. Zdaj bom pa kar besedo predala dr. Klementini von Tacer, predsednici SMUL, ki bo tudi v nadaljevanju vodila in povezovala dogodek. Klementina, izvolite. Hvala lepa. Dober dan oziroma dobro jutro iz Teksasa, tudi z moje strani. Zelo sem vesela, da imam čas predstaviti današnjo gostjo, doktorico Mihaela Pavličev, ki je zdaj tudi moja prijateljica, odkar smo začeli delati skupaj v SMUL-u, torej ne samo znanost, tudi SMUL nas je začela povezovati, sem zelo vesela zaradi tega. Torej, doktorica Mihaela Pavličev je evolucijska biologinja z zelo širokim spektrom zanimanj in pravi pojem akademskosti, po mojem, in meni prava vzornica. Po doktoratu iz ekologije na Univerzi na Dunaju je opravljala podoktorsko raziskovanje na področjih molekularne filogenetike in evolucijske kvantitativne genetike na Dunajskem prirodoslovnem muzeju. In potem je odšla na Univerzo v St. Louis v ZDA in se potem nazaj vrnila v Evropo in bila tudi na Univerzi v Oslu. Leta 2013 je prevzela asistentsko raziskovalno profesuro na medicinski fakulteti Univerze v Cincinnatiju v ZDA. Leta 2019, tik pred korono, pa se je vrnila na Univerzo na Dunaju kot redna profesorica za teoretično evolucijsko biologijo na oddelku za evolucijsko biologijo. Njeno delo se osredotoča na odnos med strukturo organizma in možnimi evolucijskimi spremembami. To področje se dotika tako razlag, kako nastanejo vzorci raznovrstnosti organizmov preko vrst, kot tudi zakaj se osebki znotraj populacije razlikujejo po zelo specifičnih vzorcih. Tako tukaj vključujemo vzorce tudi patoloških variacij in
temu so posledice predispozicije za različne bolezni. Tako da Mihaela uporablja tako teoretični pristop, kot tudi eksperimentalni pristop. Nazadnje, ko smo se pogovarjali, ravno inkubirala s protitelesi histološke rezine. Pri čemer pa glavni sistem uporablja reprodukcijo vrtenčarjev in to mene tudi zelo zanima in se zelo veselim, kaj nam bo danes povedala o svojem delu. In mogoče, da ne vzamem preveč časa, bi samo zaključila z mislimi evolucijskega biologa Dobzanskija, da nič v biologiji nima nekega smisla, razen z vidika oziroma iz luči evolucije. Tako da, Mihaela, beseda je tvoja. Ja, hvala lepa predvsem za tak prijazen sprejem. V čast mi je seveda biti povabljena na Ljubljansko univerzo, ampak istočasno vas pa moram tudi na nekaj opozoriti. In sicer moj vokabular v biologiji v slovenščini gre nazaj v srednjo šolo. Tako da je to poseben izziv. In vam tudi povem, da če bo kaj dvomljivega, kaj politično nečisto korektnega, prosim, mi morate zaupati, da gre samo za problem z jezikom. Tako, kot je Klementina že povedala, moje delo je na precej različnih področjih in evolucijska biologija v medicini je samo del mojega dela, ampak je pa precej zanimiv del, precej razborljiv del, zato sem ga zbrala za to predstavitev. Moj cilj danes je, ker vem, da gotovo niste vsi biologi in upam, da ne bo nič nerazumljivega zraven. Moj cilj je vam približati nekaj principov evolucijskega razmišljanja, za katere mislim, da nudijo močen vir spoznanj za raziskovalno medicino in posledično tudi za zdravljenje. Bom začela s par besedami o evolucijski biologiji, potem bomo šli skozi nekaj principov in potem bom kar nekaj časa porabila tudi za primere, kako lahko evolucijsko spoznanja z evolucijske biologije uporabljamo v medicini. Seveda vprašanje, ki si ga evolucijski biologi postavljamo, je v glavnem opazujemo vso raznovrstnost, ki obstaja in se vprašamo, kako je nastala oziroma kako še nastaja, kako se spreminja. In znotraj evolucijske biologije lahko razmišljamo o 3 tipih sprememb, zgodovinskih sprememb. En od njih je transformacija in adaptacija, postopne spremembe v izgledu in funkciji organizmov, ki istočasno odgovarjajo spremembam v okolju. To je mogoče najbolj znan del evolucijske biologije, ki ga seveda tudi uporablja mogoče največji del evolucijskih biologov. Drug zelo zanimiv fenomen je inovacija, namreč nastanek novih lastnosti in novih funkcij, za razliko od zelo postopnih sprememb. Tu recimo en primer bi bil nastanek feather. To se že pozna moja slovenščina, peresa. In tretji tip sprememb, s katerim se ukvarjamo, je speciacija, se pravi nastanek vrst, razdelitev v nove linije dedovanja in diversifikacije. Jaz se bom mogoče največ ukvarjala s transformacijo in adaptacijo, mogoče večino znanja, ki ga bom uporabljala za
za evolucionarno medicino, evolucijsko medicino, je seveda princip naravne selekcije. Kaj je pomembno tukaj? Imamo na sliki na levi strani variacijo, se pravi, posamezniki se razlikujejo, značilnosti, ki prispevajo k različno številčnem razmnoževanju, in če so te značilnosti dedne, potem postanejo pogostejše v populaciji. Enostaven princip v bistvu, ki je odgovoren za spremembe lastnosti v populacijah. Obstaja seveda zelo različen način sprememb. Lahko govorimo o usmerjeni selekciji, če se lastnost spreminja v eno smer, lahko povzroča selekcija diversifikacijo, se pravi, da se populacija razdeli v svojih lastnostih, ali pa stabilizirana selekcija, ki povzroča, spodaj na desni, ki povzroča, da se ena lastnost, da se variacija ene lastnosti zoža. Stabilizirana selekcija je, stabilizacijska verjetno selekcija je zelo pogosta, ampak je ni zelo lahko videti. In seveda za to osnovo v mislih je seveda največje vprašanje na stiku medicine in biologije, evolucijske biologije, zakaj zbolimo. Če evolucija deluje, če organizmi odgovarjajo na selekcijo, zakaj potem vseeno obstajajo lastnosti, ki niso idealne? In teh je dovolj. Zato obstajajo trije večji sklopi razlag. Enemu se reče mismatch, se pravi neujemanje modernega okolja s tistim, na katerega je organizem bil prilagojen. Če se okolje spreminja hitreje, kot lahko populacije evolvirajo, potem seveda pride do takih mismatchov, in zato je kar nekaj primerov, ki jih poznamo, najbolj pogostih bolezni, kot recimo diabetes, epidemije infekcij, alergije, zobne bolezni, visok krvni tlak, komplikacije pri porodu in tako naprej. Enostavno, kljub temu, da še vedno evolviramo, seveda naše okolje se spreminja, deloma ga mi spreminjamo seveda, in tudi naše navade se spreminjajo hitreje kot naša anatomija in fiziologija. En drug princip, kompromis ali trade-off, kot jih imenujemo v angleščini, tukaj gre za enostavno kompleksne organizme, ker ima vsaka sprememba veliko posledic, tako da adaptacija enega aspekta pomeni pogosto tudi spremembe drugih. Tu mi pa manjka nekaj. To je bil en star mikroskop na sliki, in sicer zaradi tega, ker ta princip, problematičen princip adaptacije kompleksnih organizmov, ta princip je spoznal že Fischer, ki je bil eden od pomembnejših genetikov, ki je razmišljal o evoluciji organizmov. In on je na primeru mikroskopa kot ene zelo komplicirane naprave pokazal, da če bi čisto neodvisno enega od drugega vrteli na gumbih mikroskopa, potem je zelo neverjetno, da bo naša slika objektnega stekla ostra. Torej, dostikrat so spremembe pač povezane med sabo in je zelo težko najti nastave, ki bojo optimirale vse strani. Če si predstavljamo eno
eksperiment v glavi, kak struktura organizma pravzaprav odloča rezultat. In si lahko mislimo eno tako obdobje selekcije. Mi imamo na steklu tukaj na levi strani, to so abstraktni črvi, imajo različno dolžino, imamo dolge in imamo kratke, naš selektor je ptič, in v naslednji generaciji imamo spet črve, ki imajo različne dolžine. In kaj si lahko tukaj predstavljamo? Recimo, da je selekcija na dolge črve, potem bomo v naslednji generaciji imeli manj dolgih, več kratkih. Negativna selekcija v tem primeru. In če imamo na levi strani eno povprečno dolžino črva samo malo, eno povprečno dolžino črva Z, potem imamo v naslednji generaciji spremembo te povprečne dolžine delta Z. Pogoj za to je seveda, da smo imeli variacijo in da je ta variacija dedna in da je relevantna za selekcijo. Če zadevo malo bolj zakompliciramo, če ne gre samo za eno lastnost, ampak zdaj za dve značilnosti, po eni strani je povprečna dolžina, po drugi strani povprečna barva. In kljub temu, da je barva popolnoma nerelevantna, ni pod selekcijo, bomo, če sta korelirani, če sta povezani, če so daljši črvi, recimo večkrat rdeči kot manjši črvi, potem bo rezultat takšen, da tudi če selektiramo samo na dolžino, bomo imeli odziv na selekcijo tudi v povprečni barvi. Torej, če imamo lastnosti, ki so povezane med sabo, ker imajo mogoče podobno genetsko zasnovo, potem bomo kljub temu, da spreminjamo, da je pod selekcijo samo ena lastnost, bomo imeli odziv tudi, spremembo tudi v drugi, in to je seveda lahko problem. Korelacija lahko tudi v nasprotno smer, in zdaj imamo tudi naslednji problem, tudi selekcijo. Rdeči črvi so namreč neokusni. Kaj se zdaj zgodi? Večina dolgih črvov je rdečih, rdeči so neokusni in kar naenkrat se naša povprečna dolžina črva več ne spreminja, enostavno, ker se ne more, ker gre selekcija v nasprotno smer. Lahko si razmišljamo tudi nasproten primer, rdeči črvi so zelo okusni, imamo pozitivno korelacijo med tema in zdaj imamo posebej močen odziv na selekcijo. Tako, to samo kot ilustracijo, da te korelacije med lastnostmi v kompleksnih sistemih dostikrat imajo posledice za to, na kak način se populacija lahko odziva na selekcijo. Se opravičujem, tu mi malo manjka, kakšna je povezava tega fenomena z boleznijo oziroma zdravjem. Pomeni enostavno, da naravna selekcija deluje na veliko značilnosti in funkcij istočasno, in če je izboljšava ene od teh značilnosti povezana s poslabšanjem druge, imajo seveda najboljše možnosti oseb, pri katerih se je uveljavil kompromis. In ta kompromis je seveda tudi vzrok, da optimizacija ni možna, da imamo posledično nagnjenost določenim boleznim ali pa komplikacijam. Se mi zdi važno reči k temu, da te povezave niso naključne,
ampak so seveda posledica strukture organizmov samih. Nekaj primerov in bom kasneje še govorila o njih. Težek porod recimo pri človeku, metastaze, tudi mogoče endometrioza. In še tretji princip, dostikrat si mislimo, da ne bi smeli zboleti, če evolucija deluje, že zaradi tega, ker mislimo, da je zdravje tarča selekcije. Pa ni. V bistvu, kot smo videli na prejšnjih primerih, deluje selekcija skozi razmnoževanje in velik del našega življenja je seveda življenje po razmnoževanju. Se pravi, če si predstavljamo eno življenjsko dobo, starost osebka tukaj, del te življenjske dobe je reproduktiven, del ni. Potem seveda bomo probleme, ki nastajajo, bolezni, ki nastajajo v času reprodukcije, tiste so selektirane, medtem ko bolezni po reproduktivni dobi niso. Seveda rak je eden od takih primerov. Torej, organizmi po reprodukcijskem življenjskem obdobju ne prispevajo k svoji reprodukciji, zato tudi bolezenske slike, ki se pojavijo takrat, niso več tarča selekcije. Tako, to je nekaj od principov, nekaj od enostavne razlage, zakaj so bolezni vseeno tukaj, kljub temu, da evolucija deluje. Zdaj pa na eno sorodno področje, namreč kaj je relacija med evolucijsko biologijo in medicino, zakaj razen teh principov, teh fundamentalnih razlag, zakaj je evolucijska biologija zanimiva za medicino. Kot rečeno, evolucijska biologija poskuša najti vzroke in mehanizme za raznolikost med vrstami, pa ne samo med vrstami, ampak tudi med osebki znotraj vrst, primer populacijska genetika seveda. In če to malo bolj abstraktno pokažemo, potem gledamo tukaj enostavno disperzijo nekih značilnosti. V populaciji imamo dosti značilnosti, dosti osebkov v eni določeni vrednosti, recimo normalni krvni tlak, in potem ta značilnost upada na obe strani. Evolucijska biologija se zanima za ta celotni spekter. Nas zanima, kaj so vzroki te variacije. Medicina, bi jaz rekla, mogoče malo drugače. Medicina se zanima predvsem za te končke distribucije. Se pravi, kaj so pravzaprav vzroki patološke variacije. Ampak seveda to dvoje ni tako zelo različno. Jaz mislim, da se strinjamo s tem, da gre za enako genetsko zasnovo pri obeh. Tukaj samo en primer. Na levi je distribucija dolžine nosečnosti pri človeku, 9 mesecev kot normalni del, potem imamo na levi strani prerana rojstva in na desni strani pozna rojstva. Oboje ima seveda posledice za zdravje in preživetje. In evolucijska biologija bi tukaj vprašala, kaj določa dolžino nosečnosti, medtem ko medicina se koncentrira na kaj povzroča recimo rana rojstva. In moja trditev, da gre za kontinuum, in to je tudi razlog, zakaj evolucijska biologija lahko dosti prispeva.
Zraven fokusa na znotraj vrste, seveda tudi primerjalna biologija lahko kar nekaj pove. Jaz jo uporabljam zelo dosti pravzaprav, ker gre dostikrat za razumevanje naših lastnosti, ki so dosti starejše kot človek sam. To je samo en primer, tukaj dosti mojih primerov, seveda večina mojih primerov bo prav gotovo iz reprodukcijske biologije, ki jo pač najboljše poznam. Seveda človek kot sesalec in vretenčar ima zelo dosti svojih lastnosti, deli z vsaj sesalci, če ne vretenčarji, in te se gotovo dajo raziskovati tudi primerjalno. In v tem sklopu je tudi koristno dognanje, da če pomislimo, da različne vrste sesalcev imajo iste lastnosti, potem lahko te lastnosti primerjamo seveda, ampak kaj je pa normalni spekter te lastnosti, je pa dostikrat drugače. Marsikaj, kar je pri človeku že patološkega, je v drugi vrsti normalno. In tam lahko vprašamo potem, na kak način ta vrsta shaja z takšno lastnostjo. Bomo prišli potem kasneje iz tega abstraktnega na malo bolj konkretne primere. Enega takoj, in to je anatomski primer, verjetno spoznate, to je reprodukcijski sistem, v bistvu samo uterus, torej maternica, jajcevodi, jajčniki in vagina, cerviks tukaj, zdrava človeška anatomija. In prav zanimivo je, da patološke anatomije maternice jih najdemo kot normalno anatomijo pri drugih sesalcih. Seveda ni popolnoma enako, ampak je zelo, zelo podobno. Vemo tudi zakaj. Vemo, da med razvojem, razvojem v maternici sami se ta dva lateralna dela fuzionirata in tak nastane enojni uterus, in včasih pride do motenj teh fuzioniranj in potem seveda se ne razvije normalen uterus. In to je dejansko tudi način, na kakega se razvijajo druge vrste. Samo enostavno se proces vstavi v različnih fazah. Kako lahko evolucijska biologija torej koristi medicini? In zdaj pa gremo v nekaj bolj konkretnih primerov. Prvi primer, težek porod pri človeku, evolucijsko razmišljanje znotraj vrste. Kot verjetno veste vsi, v človeška situacija, kar tu vidite, je enostavno abstraktno lobanja otroka in kanal porodni z simfizo tukaj spredaj, se pravi ventralno in posterior, anterior, posterior del, in če primerjamo to situacijo, porodniško situacijo med različnimi vrstami tukaj primatov, potem kar vidimo je, da je pri človeku kar disproporc prisoten. Vsekakor je zelo, zelo tesno. Zato so naši porodi tudi tako težki. To ima seveda precejšnje posledice. Seveda
seveda v zahodnih državah, v razvitih državah je carski rez tisti, ki pomaga, ampak brez carskega reza pa pride kar nekajkrat do distocije, se pravi do motenega poroda, in v večini, polovico približno teh situacij gre dejansko za nesorazmerje med velikostjo ploda in velikostjo kanala. Posledice seveda v najhujšem primeru smrtnost, zelo dosti fistul, se pravi prebojev stene, med sečili, med fekalno inkontinenco, dostikrat prolaps medeničnih organov in seveda pogostost carskega reza. In seveda se vpraša človek, če evolucija optimira, zakaj ne optimira medenične širine za rojevanje, konec koncev je rojevanje, reprodukcija tak blazno fundamentalen proces za preživetje vrste. In ena od razlag, in tu boste spoznali ta trade-off, kompromis razlago, je, da ima pelvis več kot eno funkcijo, in te dve funkciji imata nasprotujoče anatomske potrebe. Namreč po eni strani pokončna hoja, po drugi strani rojevanje velikih novorojenčkov. Kot veste, je evolucija, človeška evolucija, torej sekvenca evolucije je, da smo se najprej vstali in potem se je povečal predvsem glava naših novorojenčkov. In pokončna hoja lahko ima zelo različne posledice. Torej pokončna hoja, po eni strani se je blazno spremenil pelvis za bolj eficientno hojo, in po drugi strani potem, ko se je razvila tudi velik obseg glave, je seveda se razvil v ta že obstoječi spremenjen pelvis in potem seveda porodniški kanal. Ta situacija je seveda problematična lahko iz vsaj dveh razlogov. Eden je, da je pelvis, v bistvu kanal je odprt na spodaj in naša dolga nosečnost pomeni, da je treba zelo dolgo podpirati zelo velik fetus z medeničnim dnom. Se pravi tudi z mišicami, z vsem vezivom, ki ga drži, to je ena stvar. Druga stvar je seveda eficienca hoje same, ki ima omejitve, ki povzroča omejitve za razvoj. Moj kolega na Dunaju je začel modelirati to, Philipp Mitterröcker je začel modelirati to situacijo in odkril nekaj prav zanimivega. Kar tu vidite je enostavno en spekter nesorazmernosti med lobanjo in porodnim kanalom, in če je ta vrednost manjša kot nič, potem je zelo lahko rojevati. Pri nič je ravno tisto, kar ravno meja med tem, ko ne gre več, gre za normalni porod seveda. In na desni strani je situacija, se pravi, D je večje od nič, je situacija, kjer v bistvu normalni, naravni porod ne gre več. In Philipp si je razmislil, da pravzaprav, če kot funkcijo od te nesorazmernosti vzamemo fitness individuuma, potem ta fitness, se pravi, v bistvu lahko razmišljamo o preživetju in sposobnosti se razmnoževati od naslednje generacije seveda, potem ta fitness v bistvu raste mi vemo, da večji novorojenčki so navadno bolj zdravi,
ta fitness raste dokler je otrok še lahko rojen in potem strogo pade. Seveda lahko diskutiramo, kak je ta, točno na kak način ta linija izgleda, kak ta funkcija izgleda, ampak na vsak način je nesimetrična in to je edino, kar je važno v tem primeru. Filip je temu modelu rekel cliff edge model, razlog je jasen, upam. In če pomislimo, kakšna je distribucija naših lastnosti, se spomnimo, da je navadno simetrična, da je navadno imamo to Gaussian simetrično funkcijo, čisto enostavno že zaradi načinov, kak te lastnosti nastanejo. In evolucija bi morala zdaj v bistvu prilagoditi to distribucijo lastnosti tej drugi funkciji, fitness funkciji. In v bistvu je relativno lahko videti, da če poskušaš to narediti, bo skoraj vedno spraviti čim več osebkov tukaj pod to funkcijo. In tudi ko optimizacija deluje, torej, bo nekaj osebkov, ki ne bojo mogli biti rojeni po naravnem sistemu. Kar lahko sklepamo z tega je, da biologija sama, ki določa simetrijo te funkcije, v bistvu omejuje adaptacijo v primeru, ko je fitness nesimetrična. Se mi zdi prav zanimiv primer. Torej, kljub optimizaciji se določeni meri distocije ne moremo izogniti, ima pa ta model še eno drugo posledico, in ta je, da če odstranimo to vertikalno linijo, to selekcijo seveda odstranimo z carskim rezom, potem, če je sistem deden, potem lahko pričakujemo, da bo verjetno selekcija porinila velikost oziroma nesorazmernost tukaj na desno, se pravi povečala nesorazmernost. To je seveda zelo težko testirati, zaradi tega, ker ne samo, da se spreminja velikost, seveda se spreminja tudi okoliščine nosečnosti, se spreminja hrana. Vemo pa, da so potrebe po carskem rezu so dedne, torej ženske, ki so rojene z carskim rezom, dostikrat rabijo pri svojih porodih carski rez. Še eno stvar hočem tu nujno reči, da ta efekt, ki ga vidimo tukaj, ta posledica, ta efekt je prisoten samo pri situacijah, kjer je carski rez dejansko potreben. Mi vemo seveda, da je zelo dosti carskih rezov, prostovoljnih carskih rezov prisotni, ne vplivajo vsi ti na ta porast. Drugi primer, seveda ena od funkcij evolucijske biologije je lahko tudi enostavno odgovor na vprašanje, katere živalske modele lahko zberemo za svoje raziskave, kaj je primerno, kateri procesi in značilnosti so sploh primerljivi. To je seveda del, kjer jaz pravim, da medicina že od nekdaj uporablja evolucijsko biologijo, ker se že od nekdaj seveda uporablja za poskuse živali, in kar je seveda za tem, je, da živali imajo lastnosti, ki jih imajo tudi ljudje, in da lahko sklepamo iz raziskovalnih dognanj na človeka. V reprodukciji
seveda vemo, da se sesalci v detajlih kar precej razlikujemo. Tukaj recimo dolžina nosečnosti pri človeku nekje 40 tednov, človeške opice podobno, miš 3 tedne, morski prašiček, ja, kar nekaj več, mislim, da okrog 70 dni. In en drugi aspekt tukaj, recimo, kaj dela progesteron, hormon, ki je pro-gestation, se pravi nosečnost, in estrogen med nosečnostjo, in vidite, da tukaj, da so izredno različni poteki nivoja hormonskega za oba hormona. Tukaj nimam vertikalne linije, v bistvu so tudi ne samo potek, ampak tudi maksimum hormona je zelo različen. In dostikrat razmišljamo kot nosečnost, kot od začetka do konca en primerljiv proces, pa pravzaprav ni res. Se da zelo dobro prikazati na človeku in miši, recimo, da miške rojevajo dejansko, njihovi 3 tedni so dejansko odgovarjajo človeškemu razvoju približno pri nekje med 8 in 9 tedni samo. To se da po eni strani videti pri tem, odkot progesteron prihaja. Progesteron prihaja pri nas iz jajčnika na začetku nosečnosti in potem ga začne placenta, torej posteljica, proizvajati, medtem ko miška po 3 tednih progesterona iz jajčnika gre takoj v rojevanje. To se da videti tudi po razvoju organov. To bi bil primer, v oranžno je razvoj organov pri miškah, modro pri človeku. Če poskušamo raztegniti mišino nosečnost na 100% enako za človeško, potem vidimo, da je razvoj organov precej drugačen, precej kasnejši, relativno kasnejši. Če se osredotočimo na prvo tretjino človeške nosečnosti, vidimo dosti večjo podobnost. Mislim, da je tudi to en hint. Tako, torej, če vemo, kako je značilnost nastala v evolucijski zgodovini, potem je lažje spoznati, katere karakteristike lahko primerjamo, ker imajo potem tudi mehanistično sorodnost, ne samo ene navidezne podobnosti. To seveda pomaga, sploh če hočemo prevajati dognanja iz naših modelov na človeške lastnosti. Tretji primer, patologija placentacije. Placenta je seveda posteljica. Ko govorimo o placentaciji, kar jaz mislim s tem, je v bistvu razvoj tistega celega sklopa med posteljico in maternico. Posteljica prihaja od embrija, maternica seveda od matere. Pri človeku lahko si mislimo različne stopnje invazivnosti. To je invazivnost, ta je normalna, ta je patološka. Kar tu vidimo, je seveda placenta, potem pa uterus tukaj, endometrij kot interfejs z placento in miometrij, se pravi mišični del maternice od spodaj, in že patološke primere invazivnosti, ki imajo seveda precej hude posledice.
v bistvu za oba. Če razmislimo, kaj so tranzicije invazivnosti placentacije v evoluciji, potem najdemo eno prav zanimivo situacijo. Vrečarji so zelo neinvazivni in potem imamo pravzaprav že od začetka euterije, se pravi začetka placentalnih sesalcev, precej invazivno placento. Invazivnost placente se navadno v tri skupine ločuje, glede na to, koliko je tkiva med embrionalno krvjo in maternično krvjo. Najbolj invazivna je ta hemokorial, srednja je endotelio, najmanj je epiteliokorial, ki v bistvu samo leži en na drugem. In potem, če si pogledamo filogenijo tukaj, vidimo, da je torej ancestralna placentalna, za placentalne sesalce močno invazivna placentacija in predvsem, človek je tukaj, predvsem, da je nekajkrat prišlo do inverzije, se pravi, da je nekajkrat prišlo do manj invazivne placentacije, sploh ta del bo kasneje postal še zanimiv, to so kopitarji, ampak tudi par drugih situacij vidimo. Moj kolega Bernard Crespi se je posebej zanimal za fenomene tukaj med primati in je vprašal, to je zdaj ta del, in je vprašal predvsem tukaj okoli, kaj se je v teh linijah, kjer je prišlo nazaj do manj invazivne placentacije, kaj se je zgodilo v genetskem zapisu, katere genetske spremembe in v katerih genih so značilne za te vrste, ki imajo zmanjšano invazivnost. To je pomota. In zanimivo, kar so našli, je, da geni, ki so se močno spremenili v teh vrstah z zmanjšano invazivnostjo, so isti geni, ki so napačno regulirani pri posebej površni placentaciji pri človeku. Tukaj spet pridemo na ta isti sistem, kar je pri nas patološko, je lahko v drugih vrstah normalno. In to je seveda interesantno samo, če dejansko gre za iste fenomene. In seveda vprašanje je potem, kako jim uspe, brez da je ta proces škodljiv. Četrti primer, razumevanje tvorbe metastaz, kaj pravzaprav določa invazivnost metastaz. Tudi tukaj je evolucijska biologija kar aktivna. En primer, eno opazovanje kolega Wagnerja, da lipicanci sicer dobijo kožnega raka, a ne povzroča invazivnih metastaz in posledično tudi ni smrten, in podobno je tudi pri kravah. In seveda njega je začelo to posebej zanimati, ker je tudi vedel, da ima konj tudi manj invazivno placentacijo. In tukaj so te iste skupine invazivnosti placentacije, mi smo na močno invazivni strani, lipicanci na precej neinvazivni strani. In seveda, kar je potem vprašanje, je, če je mogoče, da imajo kopitarji
ne samo naključno neinvazivno placentacijo in kožni rak brez metastaz, ampak je mogoče, da sta te dve lastnosti povezani, in seveda so šli v precej eksperimentalno raziskovanje tukaj, se pravi, je vzrok neinvazivnosti placentacije pri kopitarjih rezistenca tkiva ali manj invazivna placenta. To je vedno oboje je možno, mogoče tudi paralela pri raku, seveda. Invazija rakastih celic je omogočena seveda z obeh strani, to pomeni agresivne celice in tkivo, ki se ga da invadirati. Pri placentaciji vemo, da je stopnja invazivnosti je rezultat pravzaprav aktivnega pogajanja med dvema tkivoma. Se pravi, maternično tkivo ni pasivno in je invadirano od placente, se pravi, vsa implantacija pa vse to je v bistvu evolvirano na en način, ker vidimo pravzaprav izredno dosti komunikacije, to je en primer za transkriptomiko, izredno dosti komunikacije med materničnimi celicami in celicami placente. Torej, vse skupaj je negociacija in če pogledamo spet nazaj v filogenijo in vidimo to reverzijo, ker so kopitarji, ker je tudi konj in krava tukaj, potem seveda se lahko vprašamo, kaj je povzročilo to reverzijo. Je tu postal trofoblast, torej placenta, manj invazivna, ali je uterus postal rezistenten, in to bi potem bilo zelo zanimivo, seveda, kaj povzroča to rezistenco. In vemo, da če se ti trofoblasti ektopično, ki je v drugem delu, ne direktno v maternici, naselijo, potem so pravzaprav zelo invazivni. In to nam pove, da ni bila sprememba v trofoblastu, ni bila sprememba v placenti, ampak v uterusu samem, so v maternici sami. Torej, primarno neinvazivna placentacija pri vrečarjih, zelo hitro postala invazivna pri večini placentalnih sesalcev in potem sekundarno neinvazivna pri kravi in konju, in zgleda, da se je to zgodilo z evolucijo rezistence maternice. In to je seveda posebej zanimivo vprašati potem, kako je to možno in sploh je možno tudi pri raku. Je to tudi to, kar onemogoča metastaze. Seveda si je treba pogledati točno, kaj celice delajo, tukaj enostavno shema pri človeku in pri kravi in na kak način so to naredili v laboratoriju na Yaleu pri kolegu, je, da so začeli seveda z eksperimenti v celični kulturi. Tukaj je to so ta objektna stekla v bistvu z zelo malimi vdolbinami, po katerih celice potujejo, migrirajo, podobno kot bi migrirale skozi ekstracelični matriks, in kar si lahko potem, seveda jih lahko naseliš, maternične in placentalne celice, in gledaš, kako invazija poteka skozi čas. Razlika seveda je potem invazija, tu imamo fronto med obema vrstama celic. In dejansko so to naredili z človeškimi celicami in z
z kravjimi in se pravi na obeh straneh maternične in placentalne so tukaj človeške, tukaj kravje in kot vidite po 48 urah je invazija dosti močnejša pri človeških celicah kot pri kravjih celicah. Torej, potrditev koncepta, to so seveda tudi merili in tako naprej. In če zamenjamo in damo če damo primer, kjer vzamemo maternične celice od človeka in od krave in jih poskušamo invadirati z celicami človeške placente, tudi vidimo, da je vedno invazija dosti manjša pri kravjih. In seveda se potem vprašamo, če je odpor, ki ga vidimo v teh materničnih fibroblastih, podoben odporu proti rakastim celicam v kožnih fibroblastih. In torej, če damo rakaste celice proti materničnim celicam oziroma kožnim celicam pri človeku in pri kravi, spet vidimo zelo podoben rezultat. Na kratko, človeški fibroblasti so manj odporni kot kravji in seveda so naslednji koraki v tem poizkusu in to že kar dobro laufa, so ugotavljanje, kaj je pravzaprav molekularna podlaga tega fenomena. Zanimivo je, da smo po čistem naključju zelo podoben rezultat pred kratkim našli znotraj človeške populacije, kjer smo našli v bistvu eno mutacijo, ki izgleda spremeni invazivnost, narobe, spremeni invazibilnost maternice. In zanimivo je seveda, da to povzroča, na eni strani povzroča lažjo, boljšo nosečnost, predvsem daljšo, v bistvu varuje pred hitrimi rojstvi, verjetno, ker je med ranim razvojem zarodek boljše oskrbljen, ampak istočasno seveda takšna invazibilnost je tudi vulnerabilnost proti raku in ta mutacija je dostikrat asociirana z nagnjenostjo k reproduktivnim rakom in endometriozi. Tako da en zelo jasen trade-off. Tako, in zadnji primer, še na hitro, evolucija ženskega orgazma. To je delo iz 2016, toliko že nazaj. Problem tukaj, kako razumeti, razložiti obstoj ženskega orgazma, to ni tako lahko. Vemo, da za oploditev samo ni potreben in kako priti do te razlage, smo malo najprej razmišljali na splošnem ciklusu ženskem in seveda v primerjavi z drugimi, in kar je zanimivo, mi vemo, da je naša ovulacija spontana, da poteka z endogenimi hormoni, ki pridejo iz jajčnika, delujejo posredno potem na hipofizo in hipofiza potem z hormoni povzroči, inducira pravzaprav ovulacijo. To ni v vseh vrstah na isti način. Dosti vrst ima seveda vse dele, ampak ta ista reakcija hipofize je v bistvu, zato je v bistvu potrebna dostikrat kopulacija, včasih tudi še drugi eksterni pogoji. Ampak v bistvu pri inducirani ovulaciji samice ovulirajo samo
po kopulaciji. En primer zajca tukaj, kopulacija, tukaj na začetku, hipofizni hormoni in ovulacija, ki se inducira. In kar je zanimivo, zakaj to razlagam, je, da obstaja ena velika sorodnost v hormonskem sistemu med inducirano ovulacijo, ženskim orgazmom in tudi spontano ovulacijo. In kar vidite, enostavno ta ketna in hormoni, ki so inducirani, hipofizni hormoni, ki so inducirani. In kar vidite tukaj je, da ženski orgazem ima v bistvu izredno podobnost z inducirano ovulacijo, razen hormona, ki pravzaprav inducira ovulacijo. Tisti je reguliran endogeno. In filogenetska rekonstrukcija pokaže, da je v bistvu inducirana ovulacija starejša, se je pa večkrat nazaj razvila v spontano. Torej, vemo smer evolucije. Če pogledamo, tu mi je zdaj zelo žal, ker ne vidite zgornjega dela verjetno dobro, gre za to, da je očitno prišlo, če pogledamo si anatomijo istočasno z ovulacijo, je prišlo do istočasne anatomske spremembe. Torej, refleksni ovulatorji imajo dejansko klitoris znotraj kopulacijskega kanala, kjer je vedno stimuliran, spontani ovulatorji ne. In to je v bistvu samo primerjava. Če pogledate zelen del, je zelo podoben med obema filogenijama sesalcev. Torej, ob evoluciji spontane ovulacije se tudi klitoris premaknil iz pozicije, kjer je ob kopulaciji vedno zanesljivo stimuliran. In naša hipoteza je bila, da primarna funkcija neuroendokrinega refleksa, se pravi refleksa, ki je osnova ženskega orgazma, da je ta primarna funkcija tega bila pravzaprav indukcija ovulacije. In funkcija, ki je bila pač izgubljena, ko se je razvila endogena regulacija ovulatornega cikla, to ne pomeni, da ta refleks nima nobene druge funkcije zdaj, ampak izgleda, da je nastal zaradi tega. Seveda smo šli tudi v eksperimente, ki jih ne bom zdaj predstavljala, ampak v 2018 je bil kar uspešen eksperiment, ki podpira hipotezo predstavljen. Ena od pomembnih posledic tega je, da redkost orgazma, ki ga je po Freudu dostikrat bil interpretiran kot znak mentalnih motenj, nima nobene druge posebne osnove, kot da je posledica evolucijske spremembe v anatomiji. Tako, zdaj se pa vračam na povzetek. Torej, evolucijska optimizacija seveda ima svoje meje, deluje, ampak ima jasne meje, ki jih tudi kar dobro razumemo in ki lahko vodijo v bolezen, mismatch, kompromis, omejitev na reprodukcijsko obdobje. Paralela med evolucijsko biologijo in medicino je v razumevanju, poskusu razumevanja variacije organizmov, in ker so vzroki za variacijo znotraj vrst sorodni tistim med vrstami, lahko uporabljamo spoznanje iz primerjalne biologije za razumevanje bolezni. In še zadnji, človeške patološke situacije so dostikrat v drugih vrstah kompenzirane in razumevanje te kompenzacije je tisto, kar je lahko vir spoznanj o bolezenskih mehanizmih. Tako. In s tem se vam zahvaljujem za pozornost. To je nekaj mojih kolaboratorjev in seveda z veseljem odgovorim kako vprašanje.
Mihaela, hvala za to zelo navdušujočo in globoko predstavitev. Jaz sem zelo navdušena. Bi pa vas vse prosila, vem, da smo Malo mogoče čez čas, ne? ampak ni problema. Se mi zdi, da je fajn, da včasih se pa ne mudi skozi. Torej, kdor si lahko še vzame 5-10 minut in ima vprašanje, prosim, napište jih kar v chat ali pa dvignite roko, tako da odpiram diskusijo. Ne vem, če je kakšno vprašanje že, kakšna roka, če ne bi pa jaz začela s prvim vprašanjem. Dobro, Simon, živijo. Kar naj komentijo, ja. Okej. No, kar povej. Ja, jaz bi se rad zahvalil, zelo res krasno ste predstavili tudi moč evolucije, ne, pri vseh teh lastnostih in zadevah, ki jih preučujemo. Je vedno fajn imeti to evolucijsko podstat zraven, pa jo žal nimamo. Mene zanima to, na začetku mi je bilo, ki se tudi sam s kvantitativnimi lastnostmi ukvarjam, zelo v redu, kar ste rekla, ne, da pač je treba lastnosti imeti kot normalno porazdeljeno od ekstrema do ekstrema. In zdaj, jaz se ukvarjam veliko z genomskimi študijami in je skozi več v bistvu teh študij, tako imenovani case control, ko ljudje dajejo v 2 ali pa 3 škatle neko lastnost. Kakšno je vaše mnenje? Mislite, da bi mogli vse pač obravnavati kvantitativno, tudi če gre za te enostavne mendelske lastnosti? To me zanima, no. Ja, jaz mislim, da če jih v škatle daješ, eden od problemov je, da če razmišljamo, da recimo ena mutacija nekaj naredi večjega, potem je seveda odvisno, potem ni specifična za tiste škatle, ampak bo naredila, glede na to, kje v distribuciji osebe, kje ista mutacija ga lahko spravi v škatlo ali pa ven iz nje, ne? Tako da na drugi način, na kak jaz to izrazim, navadno je, da bolezni bolezen ni značilnost. Bolezen je samo ena od realizacij značilnosti. In zato ima v bistvu mislim, da zgubimo informacije, če škatlamo. Ja. Hvala lepa. Ja. Hvala. Mihaela, zdaj je eno vprašanje v chatu, boš kar sama prebrala? Da vidim. Vesta, ali bi bil lahko orgazem povezan tudi z nagrajevalnim mehanizmom, ki ovečuje navezanost na spolnega partnerja, kar je morda prednost v evoluciji? To je seveda pogosta razlaga. Seveda, jaz mislim, da ne gre za ekskluzivne mehanizme po eni strani, po drugi strani pa je predvsem to, na kar smo mi poskušali odgovoriti, je v bistvu, zakaj je ta refleks nastal. Kaj pa so funkcije kasnejše, ki so se razvile, večina naših značilnosti spreminja funkcije v evoluciji. Eno je, zakaj so nastale, drugo je, zakaj se uporabljajo, tudi eden od razlogov, zakaj ne moremo uporabljati funkcij, ki jih imajo lastnosti zdaj, avtomatično za inference, zakaj so nastale. To se spreminja. Tako da to sigurno ne izključuje nagrajevalnih mehanizmov. Z oksitocinom bi jaz bila malo bolj previdna, zaradi tega, ker oksitocin je, mislim, da produkt intimnosti, ne nujno orgazma. Mislim, da ni vezan na orgazem. In če pogledate te originalne študije, ki so pokazali, kako se spreminja oksitocin ob orgazmu, niso ravno tako jasne. In tudi kasnejše moderne niso našle tega.
Tako da, če ima tu ravno orgazem vlogo, ne vem. Gospod Bonča, dober dan, sem po izobrazbi arhitekt, sicer pa likovnik. Ja, hvala lepa, da ste prišli. Poslušal sem predvsem zaradi reference, primerjave, kako delujejo druga področja. Z največjim zanimanjem sem poslušal. To je samo hvala lepa. Hvala vam. Potem je pa še Ajda Kermauner. Je. Krasno zanimivo. Je že kakšna konkretna posledica teh dognanj pri zdravljenju raka? Ja, to ima seveda kar dolgo pot, ampak ja, so dejansko že kar jasne hipoteze, za katere pathways gre. Ampak seveda bo še trajalo nekaj časa, preden bo to tako daleč. Ja, hvala lepa. Mogoče bi jaz, če ni nobenega drugega vprašanja, zadnje vprašanje se navzala tudi na tole posledico teh dognanj pri zdravljenju raka, ker moje raziskovalno področje dejansko deluje na presečišču reprodukcije in raka in v bistvu se ukvarjam s proteini, ki so se evolucijsko razvili, potem imamo pa še eno vprašanje, vidim zdaj roko, ki so se evolucijsko razvili po naši hipotezi, da so nekako omogočili boljšo reprodukcijo in lahko povzročajo raka, ne. In zdaj to so ti različni tumorski antigeni, tako da mene zanima, če kaj veš o tem in kakšna je njihova vloga recimo v reprodukciji. Ne vem, na žalost, ampak Klementina, to je pa to bo pa najina diskusija morala biti. Ja, zdaj s temi melanomi si me čista, ne, ker mi imamo ravno, zdaj sem tlele na terenu, kjer bomo šli pobirati vzorce, imamo konjski melanomski projekt, tako da se prav... Ja, ravno konj. Ja, veš, lahko veliki raki so lahko čisto brez metastaz. Prav zanimivo. Ja. Zanimivo je pa, da pa pri temnih konjih pa je v bistvu, so pa bolj patogeni, tako da bo prav zanimivo mogoče tudi te primerjave pogledati. Tega niti ne poznam. Super. Ja. Super. Bom Andreji Stušek dala besedo. Andreja, prosim. Upam, da se me sliši, nisem čisto, kaj sem med vožnjo. Ja, okej. Meni je bilo zelo zanimivo, da so konji pa krave razvili manj invazivno placentacijo in s tem očitno tudi kolateralno korist glede manjšega metastaziranja. A je mogoče bilo razjasnjeno tako to, da so šli v ta korak evolucije? A je to jasno? Manj invazivno placentacijo. To je dobro vprašanje. Z placentacijo je zelo težko, moje mnenje vsaj, zelo težko primerjati. Jaz imam občutek, če gledaš anatomijo placente, je tak, da si težko predstavljaš, da je to isti organ v različnih vrstah, ker so, oziroma v različnih skupinah vsaj, je lahko blazno različna. Tako da ne vem, kaj je razlog za to, niti za takšno placento, niti za takšno placentacijo, ampak malo mi daje misliti, da je placentacija sama precej bolj neodvisno razvita, da ne gre za en razvoj, eno evolucijo implantacije verjetno, ampak potem za zelo hitro razvijanje načinov. To je edino, kar lahko rečem o tem, ne pa kaj je točno to skupino v eno tako čisto svojo smer gnalo, to pa ne vem. Žal. Ja, je pa zanimivo tukaj nekaj vprašanje. Mihaela, ki se v bistvu potencialno povezujejo, je v bistvu, kakšna je povezava med optimizacijo imunskega sistema in pač teh evolucij placentacije in pa potem seveda avtoimunih bolezni, pa tukaj še eden med evolucijo endometriozami, metabolizmom človeka in mikrobnega izvora, torej kombinacija mikroflore, imunskega sistema, ne, in v bistvu razvoja potem tudi
teh avtoimunih bolezni. Ja, se vidim še kar nekaj vprašanje. Bom šla kar po vrsti. Potreba po carskem rezu, ste omenili, da je potreba po carskem rezu dedna. Imajo te ženske večji plod ali manjši porodni kanal? To je zelo dobro vprašanje, zato ker seveda je diskrepanca, je kombinacija obeh. V bistvu toliko ne vemo o tem, to so seveda statistični podatki, enostavno iz 2 večjih študij iz Skandinavije, kjer so enostavno spremljali, če je prišlo do distocije, nič drugega, tako da ne vem v bistvu, od kod izhaja razlog. Gospa Zupančič ni do konca je kasneje. Hvala lepa Kakšna je vloga sensitina in plasti placentalne bariere v povezavi z vašo študijo glede invazivnosti in metastaz? Je tudi sensitin povezan z vašimi dognanji? Zaenkrat še nič posebnega, kar se sensitina tiče, nismo našli, ampak to je tudi vprašanje časa verjetno. Torej, sensitin je zunanji sloj trofoblastov v placenti in je posebej zanimiv, predvsem zaradi tega, ker je nastal dostikrat. Sensitin je nastal, v bistvu je ta plast multinuklearen, v bistvu fuzionirani trofoblasti na zunanji strani placente direktno v kontaktu z deciduo, se pravi z maternico, in je nastal v bistvu z koopcijo endogenih retrovirusov, in ki so potrebni za to, da pride do tega fuzioniranja. Zanimivo je pa posebej to, da je to nastalo ne vem kolikokrat, večkrat vsekakor neodvisno v različnih linijah. In še zdaj ne vemo točno, zakaj goni to evolucijo, da se ponavlja. Tako da ne vem, če ima sensitin zvezo, oziroma zaenkrat nimamo nobene posebne zveze s sensitinom. Ali lahko obstaja povezava med optimizacijo imunskega sistema in avtoimunimi boleznimi? Ja, verjetno že. Jaz sem premalo imunologa za to, za jasni odgovor. Mogoče Klementina? Klementina bolj? Ja, Klementina, ne slišimo vas. Klementina? Ja, Očitno ima težave z zvokom. ja. Mislim, seveda so zelo močni imun sistem bo seveda reagiral tudi na organizem sam z avtoimunskimi boleznimi. Verjetno ta povezava je, jaz ne vem, vi verjetno mislite na povezavo z reakcijami na zarodek sam. Zarodek je seveda na pol tujek, tako da nosečnost se razlaga navadno, izvor nosečnosti se navadno razlaga kot imunski problem tudi, kako dovoliš implantacijo na pol tujemu organizmu, ampak ne vem pa povezave z avtoimunimi boleznimi.
Imamo še eno vprašanje. Blaž Stres sprašuje, kakšna je morda povezava med evolucijo, endometriozami in metabolizmom človeka, kjer je več kot 80% vseh metabolitov mikrobnega izvora ali mikrobno metaboliziranih. Ja. Moram reči, da nič natančnega, nič fundamentalnega ne bi mogla reči. Endometrioza, ne vem, zakaj povezavo z endometriozo. Torej, endometrioza je rast v bistvu delo endometrija zunaj maternice, ki je v bistvu ne znamo razložiti zaenkrat. Ne vem, mogoče se Blaž lahko javi in pove Evo Klementino. Vidim, eno vprašanje smo preskočili, in to je lahko povezano z bolj ali manj krvavimi porodi, rastlinojedi in mesojedi. Mislim, da torej z krvavimi porodi seveda invazivnost, sploh invazivnost, na katero nismo adaptirani, se pravi bolj močna invazivnost pri nas, je povezana z krvavimi porodi. Zelo težko je zelo dolgo traja, da se te rane pozdravijo, in je tudi precej nevaren porod. To je tudi razlog, zakaj dostikrat matere, če ni opaženo, tudi izkrvavijo. Ja, se mi zdi, Tina, da tu si. je bila super diskusija. Ja. Tako da mislim, da moramo zdaj sicer zaključiti, ampak Vem. to kaže na to, da moramo ponoviti in mogoče imeti še več časa za diskusije, tako da jaz bi se zelo zahvalila Mihaeli za to super predavanje. Hvala lepa za možnost. Ja, bi pa rada povedala, mogoče tudi vsem, ki ste danes tukaj, da z našim odborom oziroma v Smolu pripravljamo 2024 eno konferenco, kjer bomo poskušali zelo takole interdisciplinarno pristopiti k temam in mogoče vključiti še več časa za diskusijo, tako da vas že zdaj začnem nekako agitirati, da se boste priključili, in upam, da bomo to lahko naredili tudi osebno. Poleg tega pa s temi predavanji bomo nadaljevali in verjamem, da bojo zelo navdušujoča, in ta predavanja so tudi namenjena temu, da se kontaktirate pred Mihaelo in ostale seveda predavatelje, da s svojimi idejami, vprašanji, in da dejansko v bistvu tako kot znanost povezuje, tudi Univerza v Ljubljani čedalje bolj povezuje tako znotraj Slovenije, pa predvsem tudi navzven. Se mi zdi, na ta način bomo dvigali znanost in pa tudi medsebojno razumevanje, in ta svet bo boljši. Tako da s tem bom jaz končala, pa bom pustila, da Katja vam reče še nasvidenje. Ja, tudi jaz bi se želela zahvaliti dr. Pavličev za zelo zanimivo predavanje in pa seveda Klementini za povezovanje dogodka. Seveda hvala tudi vam, da ste bili danes z nami. Bi vas pa tudi želela povabiti, da tudi v prihodnje spremljate. Tudi vidim, da bo tukaj eno od vprašanj, če bomo imeli še različna vprašanja na te teme. Tako da ste vabljeni, da spremljate našo spletno stran. Bomo vas tudi pač obveščali o samih dogodkih. Po predavanju bomo poslala tudi posnetek in kratek anketni vprašalnik, kjer vas bomo tudi vprašali, katere teme bi želeli poslušati v prihodnje, in potem bomo poskušali skupaj s člani in članicami SMUL organizirati tovrstna predavanja. Zdaj v bistvu se nam lahko pridružite že v ponedeljek, 15. maja ob 13. uri. Tokrat bomo prvič izvedli dogodek tudi v živo, in sicer na Fakulteti za družbene vede, kjer bodo prisotne raziskovalke dr. Alenka Jelen, dr. Tanja Perko in Ana Tominc.
kjer boste lahko z njimi razpravljali o pomenu komunikoloških raziskav pri naslavljanju družbenih izzivov in pa pomenu prenašanja znanja in izkušenj iz tujine v Slovenijo. Se pravi, dogodek bo v živo, ga bo pa prav tako možno spremljati preko spleta, tako da če želite se pridružiti, se prosim prijavite preko naše spletne prijavnice. Tako da zdaj bi mi počasi zaključili, vam želim še naprej lep dan in upamo, da se vidimo še na kateri od naslednjih predstavitev. Nasvidenje. Hvala lepa, srečno.